Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, lepo pozdravljeni na nocojšnjem pogovornem večeru, ki ga je organiziralo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Zgornje Posočje. Nocojšnji je že drugi v nizu dogodkov v njihovi organizaciji, ki poteka nocoj tudi s sodelovanjem Slovenske demokratske stranke. V večer so nas že uvedli ubrani zvoki mešanega pevskega zbora Planinska roža Kobarid. Dobrodošlico pa nam bo v nadaljevanju izrekel tudi predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Zgornje Posočje, gospod Janko Volarič. Dobrodošli. Hvala. Spoštovani predsednik Socialdemokratske stranke, gospod Janez Janša. Spoštovane občanke in občani, dobrodošli na pogovornem večeru v Kobaridu, kjer želimo zanimivimi sogovorniki omogočiti vpogled v aktualni politični, gospodarski in širši tematiki. Namen pogovornih večerov pa je tudi bodriti domoljubna čustva in ponos ter zavedanje, da smo državami sami. V današnjem svetu se zdijo vrednote, kot je domoljubje, čast in skrb za sočloveka zastarele in nepotrebne. Žalostno je, da v naši državi domoljubje predstavlja problem. Vzdrževanje obstoja male Jugoslavije v Sloveniji pa je sprejemljivo in zaželeno. Domoljubje je vrednota. Domovina je lepa beseda. V Sloveniji jo po socializmu čutimo zastarelo, oddaljeno, tuje, celo negativno, nepotrebno. Vendar resničnega in iskrenega domoljubja ni možno izničiti, saj domoljubje ni samo privilegij nekaterih, ampak je pravica in dolžnost vsaka izmed nas, zato je temeljna naloga Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve mlado generacijo spodbuditi k temu, da bi začutili pomen domoljubja, katero pomeni ljubiti svoj dom in svojo državo. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je na 9. redni seji predsedstva soglasno sprejelo akcijski načrt v obrambo osamosvojitve Slovenije in njenih vrednot, ki jih je vlada Republike Slovenije z ukinitvijo muzeja slovenske osamosvojitve kljub pozivu k ponovnemu razmisleku in dialogu načrtno poteptala. Ne gre le za muzej, ampak za zanikanje osamosvojitve. Združenje VSO bo zato v prihodnjih tednih začelo intenzivno izvajati naslednje aktivnosti. Ustanovitev koalicije proti ukinitvi muzeja in v bran osamosvojitvi, protestno zborovanje, simpozij o eno obe revoluciji in osamosvojitvi, poziv k interpelaciji proti vladi, domoljubne prireditve in tiskovne konference. Pozivamo vse, ki živijo vrednote slovenske osamosvojitve, da se nam
pri tem pridružite za podpisom pristopne izjave po končanem pogovornem večeru zunaj v preddverju. Našo osamosvojitev je v svojih delih napovedal tudi naš goriški slavček, Simon Gregorčič, in čeprav samo v vročih željah kot ustejenja dan. Med njegovimi najbolj znanimi je tudi eno devo leboljubil, ki se konča z velikim zanosom glede pripadnosti svojemu narodu. Da nas še danes gane. Eno devo leboljubil, eni vedno zvest ostal, ljuba moja je Slovenija, jaz pa slave zvest sem sin. Naj za zaključek parafraziram še eno misel. Lastno državo nismo podedovali od naših dedov, temveč smo jo sposodili od naših vnukov. Ohranimo družino, ljubezen, vero in upanje. Bog nas živi in Bog živi našo preljubo domovino Slovenijo. Hvala vam. Najlepša hvala, gospod Volerič, za te uvodne pozdravne misli. Rdeča nit nocojšnjega večera bo razmislek o družbenih spremembah s poudarkom na tistih, ki so jih povzročile ideologije sloneče na marksizmu, a ne na tistem revolucionarnem, ampak na kulturnem, in ki so v drugi polovici 20. stoletja povzročile številne spremembe, ki dandanes opazno zaznamujejo stanje duha v družbi. Eden od vidikov teh sprememb je tudi Forum v Sao Paulo, kateremu je posvečena knjiga Forum Sao Paulo in kulturna vojna, ki jo je napisal avtor Alejandro Peña Esclusa. Spremno besedo v knjigi, katero je izdala založba Nova obzorja, pa je napisal gost nocojšnjega večera, ki jo bo v nadaljevanju tudi podrobneje predstavil, ob tem pa zagotovo podal še kako svojo misel o stanju v slovenski in svetovni družbi, zato predlagam, da ga kar povabimo na oder. Z nami je nocoj gospod Janez Janša. Dobrodošli. Gospod Janša, ste prijetno potovali proti planinskemu raju? Mislim, da se imajo prijetno gradbeniki, ker to gradbenih del, kot sem jih zdaj videl ob tej cesti, že dolgo ni bilo, tako da malo je trajalo, se opravičujem za 10 minut zamude. Če mogoče takole za začetek najnega pogovora začneva malce lahkotneje, sicer prihajate radi v Gregorčičeve kraje, ne dvomim, da vas na Kobariško in mogoče še posebej Drežniško vežejo posebej lepi spomini. Torej, prihajam rad in pogosto. Kratek odgovor, ki verjetno vse pove. Smo v času, gospod Janša, ko je bil v preteklih letih zaznamovan z epidemijo, ki je seveda zaznamovala tudi delovanje vaše vlade, katero ste vodili, zaznamovala je praktično ves svet. Evropa je tedaj sprejela vrsto pomembnih ukrepov pomoči, ki so rezultirali tudi v več milijardah vrednih ukrepih, ki so bili tedaj sprejeti in dodeljeni državam, tudi Sloveniji seveda. No in ti ukrepi bodo zaživeli v številnih investicijah v prihodnjih letih, kar nekaj od njih tudi v Posočju. Pa bi vas čisto takole vprašal, kako se spominjate tistih ur v Bruslju, ko ste v družbi evropskih kolegov za zaprtimi vrati dogovarjali razdelitev teh zares ogromnih sredstev? Ja, to pravzaprav niso bile ure, to so bili dnevi. Mislim, da je bil to najdaljši sestanek Evropskega sveta v zgodovini. Mislim, da 4 dni in 3 noči je trajal poleti leta 2020. In v tistih 4 dneh se je zgodilo veliko stvari, za katere se je prej trdilo, da se nikoli ne bodo in da pravzaprav niso mogoče. Najbolj, predvsem za finančnike pa ekonomiste, če ste tukaj, bo to bolj razumljivo. Najbolj nenavadna ali pa nepričakovana stvar, ki se je takrat zgodilo, bilo to, da se je Evropska unija kot celota prvič v zgodovini zadolžila.
solidarnostno. Prej, zdaj po domače rečeno, sklenili smo, da bomo tiskali denar. Malo več, kot je to v okviru, kot je do tedaj veljal za Evropsko unijo, še posebej pa za evroobmočje oziroma Evropsko monetarno unijo. Zdaj države kot Nemčija so pred temu, pa še mnoge druge, tiste, ki imajo ali pa so dejansko najbogatejše, so temu zelo nasprotovale, ker seveda, če neka skupnost 27 držav, kjer so razvojne razlike zelo velike, izda pač skupno zadolžnico, pomeni seveda, da tisti, ki so bogatejši, plačajo več. Bila je dolga debata o tem, zdaj, kdo je profitiral od širitve Evropske unije, kdo ima največ koristi ekonomskih in tako naprej. In ta debata je bila zelo koristna, zaradi tega, ker smo pač tisti, na katere nekaj najbogatejših držav gleda malo zviška, ali pa je do takrat gledal malo zviška, in je bil odnos približno tako. Mi smo neto plačniki, vi ste neto porabniki evropskega proračuna ali pa evropskega finančnega okvira. Zdaj, tisti, ki smo na tej strani, Slovenija je bila vedno doslej pač neto koristnik, smo od Evropske komisije v tistih parih dneh izterjali izračune, koliko so pa bogate države po širitvi Evropske unije profitirale zato, ker so se razširili trgi, ker so lahko prodajali brez carin, brez ovir in tako naprej. In tisti izračuni so pokazali, da tukaj pravzaprav ne gre za neto prejemnike pa neto plačnike v Evropski uniji, ampak da smo pravzaprav vsi pridobili. Tudi tisti, ki so razlagali, da zdaj pa mi dajemo za to, da se boste vi hitreje razvijali. Širitev Evropske unije je bila win-win situacija za oboje in to je bilo prvič takrat na nek način ne zdebatirano, ampak z številkami dokazano. Zdaj, zakaj o tem to govorim? Zato, ker je bila to tista osnova, na podlagi katere je takrat Evropska unija zagotovila dovolj sredstev, stotine milijard za okrevanje, kar je imelo dvojni pozitivni učinek. Prvič smo dobili realni denar predvsem za investicije v zdravstvu, kar je bila takrat seveda prioriteta. Drugič je bil pa to signal mednarodnim finančnim trgom. Ni prišlo do krize, do kolapsov, kot se je to zgodilo leta 2008, leta 2009, v tisti finančni gospodarski krizi. In zaradi tega je danes situacija v Evropi, pa tudi pri nas ekonomsko in finančno bistveno boljša. Kot če se spomnite, kaj je bilo po začetku finančne gospodarske krize pred 15 leti, takrat je Slovenija rabila pravzaprav 4-5 let, da je išla iz recesije. Slovenija je bila, mislim, da država z najdaljšo recesijo. Če izvzamemo Grčijo, ki je tle enostavno sploh ne moremo primerjati, ker smo dajali milijarde za to, da se je postavilo nazaj na noge v tistem kolapsu. Ja, in tisti dnevi in tiste noči so bili napeti. Jaz se takrat spomnil na čase vojne za Slovenijo, kjer sem ugotovil, da se da tudi brez spanca prebiti nekaj dni, pa ti možgani še vedno delujejo. To je šlo res za veliko stvar in je bil pravzaprav adrenalin v zraku. Kje so se mogoče sprejele tiste ključne odločitve, potem ko ste si malce razvezali kravate in v poznih nočnih urah govorili tako malce bolj brez pritiska stran od javnosti ali na kakšnih bolj formalnih srečanjih? Zdaj Evropski svet zaseda nejavno, se pravi, ne samo, da tam ni novinarjev, tam tudi ni nikogar drugega. Tam je iz vsake države eden. Trenutno je to 27 predsednikov vlad ali držav, odvisno kdo je po nacionalni ustavi,
pooblaščen za zastopanje države v Evropskem svetu in to je to. In pravila delovanja so tudi takšna, da priješ tja z nekimi stališči, izhodišči, obravnava to vlada prej, obravnava to pristojni odbor v parlamentu, pri nas v državnem zboru, ampak potem se okoliščine spremenijo in se moraš odločati tudi mimo tega. Ker ko gre za soglasje, pač treba delati kompromise. In če kaj, potem Evropska unija je en tak čudež kompromisov. Priješ tja 27 različnih stališč, potem to pride na neki alternativ, na koncu se je pač treba poenotiti in velikokrat se pride do dobrih rešitev, že včasih tudi do slabih, in pol plačujemo ceno, ker pač večina tako ali drugače nekam potegne. Svet pride pa tudi v posamičnih primerih do blokade, pač ni nobene rešitve, odgovor na neko vprašanje, na neko dilemo se pač zategne v mesece ali celo v leta, je zaradi tega škoda, ampak so stvari, kjer pač, če ni soglasja, se ni možno odločiti. Tako da oddaleč, ne vem, kako to izgleda, verjetno precej drugače, kot to odločanje dejansko izgleda, kot dejansko je, ker novinarji potem poročajo na podlagi tega, kar kje kdo ugiba ali pa kdo zve ali pa nekdo spusti v neko informacijo, čeprav je dogovor, da z teh sestankov ni, nihče ne poroča, pa nihče ne solira. Tudi ko gre za zaupne zadeve, je to seveda brez telefonov in tehnike, ker se je prej ugotovilo, da so včasih prej v Kremlju zvedeli za to, kar se je dogajalo v Bruslju, kot pa domače javnosti. Zdaj so se stvari precej zresnile, še posebej po tej vojni oziroma po ruski agresiji na Ukrajino. Dejansko je bistveno bolj zapleteno in bolj kompleksno in bolj neposredno, kot pa je potem to predstavljeno na novinarskih konferencah, kjer so vsi politično korektni, pa lepo govorijo, pa novinarji v glavnem pišejo samo eni stvari. Dejansko so pa to, rekel, zelo odkriti pogovori, tudi konflikti, ostri, ni pač, ko gre za milijarde, ko gre za ključne stvari, takrat se ne leporeči. Če bi to enkrat televizija prenašala, pa bi vi to gledali, pač ne vem, kako ti bi dobili. Ampak dejansko, predstavljajte si 27 držav, če vsak govori 5 minut, koliko časa je to, če vsak govori 1 uro, je to 27 ur. To je zelo kompleksna stvar. Recimo, ko pa vodiš Svet Evropske unije, tistega pol leta, potem to pa še dodatno odgovornost, ker moraš na nek način koordinirati rešitve. In zato, da pride do soglasja med 27 državami in recimo, če je predsedujoča država Slovenija, mi predstavljamo 0,47% evropskega prebivalstva. Ne 1%, ne 0,5%, manj kot 0,5%. In o tem moraš uskladiti mnenje, ostali 400 milijonov pa še nekaj. Zdaj, treba je vedeti veliko je treba prebrati, poznati okoliščine, zgodovino posamičnih zadev, stvari, ki jih je možno tudi strgovati, ker zato, da neka država popusti na neki točki, mora nekje drugje dobiti, kar se mogoče še leta niti ne zve, za kva je šlo. Malo zgodovine treba poznati. Naša prednost tokrat v letu 2021, ko smo vodili Evropsko unijo, je bilo v tem, da smo mi to prvič enkrat počeli, da smo imeli spomin, kaj se je dogajalo takrat in seveda v tem vmesnem času in da je bilo bistveno lažje kot takrat.
kot leta 2008, čeprav so bili zdaj, lahko bi rekli, bolj zahtevni časi, ker je bil to čas epidemije, ko so se nekatere zadeve, ki so prej veljale za beton v Evropski uniji, enostavno raztopile, razpokale, bilo treba iskati nove rešitve. In ko se je sprejelo mnogo stvari v nekaj tednih, kar se prej ni dalo v mesecih. Zdaj, recimo, samo en primer, ki je danes pri nas ta komisar, Evropski komisar za socialno politiko, med drugim je Slovenija izpogajala v času vodenja Evropske unije tudi to Evropsko listino o minimalni plači. Nek dokument, ki postavlja neke okvire, ki evropski trg dela bolj transparenten, boljši, predvsem za nove države članice, ki smo bili tle prej bolj enakopravnem položaju in je bilo v slovenskem parlamentu predvsej odprtih ust pri poslancih vladne koalicije, ker je komisar hvalil Slovenijo na neki temi, za katero mislijo v Levici, pa pri ministrstvih Luka Mesca, da so jo oni izumili. Tako da pač Evropska unija je kompleksna zadeva, več znaš, bolj se znaš pogajati, večjo težo imaš, bolj te poznajo, več lahko narediš za lastno državo. Nekaj tehničnih težav imamo, upam, da bo naš ozvočevalec tole odpravil. Gospod Janša, še en tak zunanji politični moment bi rad izpostavil, preden se mogoče dotakneva knjige, in sicer Pot v Kijev. Kako in kako vam ostaja v spominu? No, to je pač nekaj, kar si pa človek zapomni za celo življenje. Vsak med nami ima trenutke, ure ali pa dneve, dogodke, ki jih ne bo nikoli pozabil. Ta pot v Kijev je zame ena takšna stvar. S tem, da seveda moram reči, da sama pot in sam obisk ni bila najbolj naporna stvar. Zdaj, najbolj naporna stvar je bila prepričati kolege, da je to treba narediti. Zdaj, ko sem jaz na tisti nočni seji v Versaju, nekaj dni prej smo šli, nagovarjajo evropske kolege, da bi bilo pač potrebno obiskati Kijev oziroma Ukrajino, in sem to utemeljil z našim primerom. Sem rekel, ko se je Slovenija osamosvajala, ko smo bili napadeni, ko smo razglasili samostojno državo, smo povabili na Srednji trg v Ljubljano številne tuje državnike, mogoče tako boljše, pa ni nihče prišel, Bilo je nekaj deželnih glavarjev z Avstrije, mislim, da je bil dunajski župan, vsa čast mu, za pogum, ampak še ti so zelo hitro šli, ker je bila vojna v zraku. In tudi potem, ko smo se borili, ni bilo nobenega obiska pri nas. Nemški zunanji minister je prišel do Celovca, naprej se ni upal. Naši državniki so šli tja. Gledajte, to, če bi takrat prišel nekdo v Slovenijo, bi si ga za večno zapomnili, to bi bila silna moralna podpora, da je Ukrajina v podobni situaciji, naredimo nekaj. Ampak takrat, roko na srce, so bila samo dva, ki sva verjela, da Rusija ne bo zavzela Ukrajine, jaz pa poljski kolega. Ko je šla debata okoli, zdaj ne bom pač povedal imen, ampak voditelji velikih, največjih držav v Evropski uniji niso verjeli, da bo Ukrajina obstala. En med njimi je rekel,
treba je obsoditi Rusijo, sramotno je to, kar je naredila, agresijo v vsakem primeru, to je kršitev mednarodnega prava, moramo uvesti sankcije, ampak gledajte, rekel, čez teden ali pa dva Ukrajine ne bo več, Rusija bo še vedno tukaj in nek dogovor z njo bo treba skleniti. Moramo biti realni. Drugi je rekel, ker smo predlagali, da sprejmemo sklep, da se Ukrajini ponudi evropska perspektiva, ne, za korajžo. Je rekel, meni direktno je rekel, kakšni evropski perspektivi govoriš, oziroma je rekel, govoriš o evropski perspektivi za državo, ki je čez teden, mogoče dva ne bo več. Skratka, kot pravijo Angleži, nihče ni dal peni za Ukrajino takrat. Če se spomnite tudi Amerika, zdaj bi ameriški predsednik tam vsa čast mu, v svojih boleznih in starosti je šel v Kijev, naš predsednik vlade še zdaj ni šel, mislim, da je edini v Evropskem svetu. No, ampak tudi Amerika je takrat, če se spomnite, ne ponujala ukrajinskemu predsedniku pač pomoč pri evakuaciji, pa je on rekel, ne potrebujem pomoči pri pobegu, potrebujem pomoč, orožje. In tisti njegov stavek je bil pravzaprav odločilen. In na tem se je stehtalo. Zdaj, če bi ukrajinska vlada, predsednik, če bi ukrajinsko vodstvo zapustilo Kijev, pobegnilo, šlo v ilegalo, kot so jim svetovali, ali pa na zahod, pa potem na Poljsko, potem se seveda tudi ukrajinska vojska pa ljudje ne bi borili, oziroma bi to Rusi s tem hitro opravili, na to je Putin računal. Ker pa so ostali v Kijev, ker so se borili, so še vedno v Kijevu in bo eno leto, odkar je Putin obljubil, da bo ta pač posebna vojaška operacija, še zdaj ne rečejo vojna, končana in da bo Ukrajina padla. Takrat je na tistem prvem sestanku Evropskega sveta, 2 dni po agresiji, je ta skupna pač služba za evropsko zunanjo obrambno politiko predstavlja tudi pač nek zemljevid, ki so ga naredili vojaški strokovnjaki, kjer se je videlo, kako so razporejene te ruske sile, pa odkje so šle in tako naprej. In tam je bilo jasno, da je Rusija zato, da ob neki resni obrambi okupira Ukrajino, ki je največja evropska država po ozemlju, da ima tam enostavno premalo sil. Jaz sem rekel, za 100 bataljonskimi skupinami je mogoče, lahko okupirate Slovenijo, Ukrajino, pa ne, če se bo branila. Je bilo jasno že iz tistega, da pač to ne bo šlo, ampak to prepričanje, da je Rusija pač vojaška sila, kot je bila nekoč Sovjetska zveza, da bodo šli tanki čez, da ni nobene rešitve, to prepričanje je bilo, rekel, izjemno zakoreninjeno, povsod. In seveda na koncu se je zgodilo, da tudi pač nekateri iz sosednjih držav, ki so obljubili, da bodo šli z nami, takrat tisti delegaciji na koncu niso šli in so bili samo 3 oziroma 4, podpredsednik poljske vlade. Tisto obisk je bil izjemno pomemben, da bom zdaj sam sebe hvalil, ampak za Ukrajince je bilo to nekaj, kot če bi k nam prišel nekdo 28. junija 1991. Zelenski je rekel, počutili smo se zelo osamljeno, noben ni prišel, vsi so odhajali, ker so vse ambasade bežale, razen Poljske, in smo pozabili na protokol in bilo benga protokola, samo, rekel, resni pogovori. Še bolj pomembno pa je bilo, ko so mi nazaj prišli, ker so pač naši kolegi v NATO in v Evropski uniji pač želeli vedeti vse žive podrobnosti, in
tukaj so stvari premikale takšne podrobnosti, ne, ki sem nikoli mislil. Ne. Ko sem jaz rekel, da so v Kijevu, ne, ko smo šli iz Železniške postaje do predsedniške palače, semafori še vedno delali, ne, pa da so luči gorele. Torej, kako to? Ne, ker je bila v glavi percepcija, ne, pa mediji tako samo kažejo vse, samo tam, kjer bomba pade, pa ker je porušena, ne, percepcija je bila, da res so bile ruske oklepne enote v predmestju Kijeva, ne, ampak Kijev je veliko mesto, ne. Kijev je mesto s 3 milijoni prebivalcev, večji od Slovenije. In z parimi tankovskimi bataljoni ti ne moreš zavzeti mesta. Sej smo pol videli to grozoto, ne, ko so rušili Mariupol. Ne, Mariupol je tudi veliko mesto, ampak je 7-krat manjše od Kijeva. Pa je ruska soldateska z vso svojo močjo rabila pol leta, da ga je zasedla. Zdaj, ko smo to mi ljudem to razlagali, pa to se je počasi začelo prebujati neko drugačno razpoloženje do Ukrajine. In naslednji korak je bil, da se je dalo zmeniti za to, da se je Ukrajini ponudilo pridruženo članstvo. Vstop v čakalnico za Evropsko unijo. Za Ukrajince je bila to silno velika stvar. Predstavljate si, da je nekdo k nam prišel julija 1991, preden se je JLA sploh umaknila in rekel, sprejeli vas bomo v Evropsko unijo. Mislim, kakšna podpora morali fantom, ki so bili v uniformah takrat in so branili Slovenijo, bi to bila, ne? Pa tega ni bilo. So morali narediti to brez tega. Ne? Pa mogoče samo še en detalj, ker je odgovor že predolg, da bomo razumeli obsežnost tega, kar se tam dogaja. Zdaj na teh pogovorih z ukrajinsko vlado in predsednikom in sodelavci in člani vojaškega poveljstva so nam tam med drugim dali tudi seznam orožja in vojaške opreme, ki ga nujno potrebujejo. In so bile tam tudi utemeljitve in med drugim je pisalo, da potrebujejo na dan 500 Stingerjev oziroma teh prenosnih protiletalskih raket. Sem vprašal, se mi zdi malo velika številka, ne? Potem pa je bil odgovor, vprašanje se rekla, veste, koliko letališč, ker lahko bojna letala, pač, ki so jih še imeli nekaj v Ukrajini pristajajo, koliko letališč je še v ukrajinskih rokah? Mi smo imeli, so rekli 300. 300. So rekli, če hočemo imeti samo eno raketo za zaščito, ne, vsakega od teh letališč, ne, je to 300. Razumete? Pa na 1000 enot, ker je Ukrajina zelo velika. To, da dobimo 1000 kosov nečesa, to ni nič, ker treba to pač porazporediti po frontah, ne, ki so dolge 1000 kilometrov. Še takrat smo razumeli pač razsežnost tega vojaško-logističnega problema in smo to potem tudi pojasnjevali v NATO, v Evropski uniji. Je pa žal ta zavest počasi prodirala, no. Ampak po enem letu je to drugače. Zadnjič smo lahko slišali francoskega predsednika, nemškega kanclerja, ki sta oba povedala isto stvar. Nekaj, kar sem jaz povedal že v Kijevu, pa ko smo nazaj prišli. To pa je, da prej bo Ukrajina toliko vojaško močna, ne, da bo Rusija nehala verjeti, da lahko vojaško zmaga, prej bo prišlo do pogajanj in do miru in do umika ruske vojske. Dokler tega ne bo, ne, dokler ne bo vsaj ravnotežja sil, mi lahko, ne vem, pišemo 100 pamfletov, kako hočemo mir, pa kako orožje nič ne rešuje, pa so to samo floskule, ki pomagajo Putinu. Ne. Tudi pri nas so se stvari pač uredile, ko smo bili dovolj močni, da JLA ni več verjela, da lahko vojaško zmaga. Pore 2 dni pa temu ni bilo tako. Ampak pri nas je šlo vse to zelo na kratko. V krajšem času,
zaradi različnih razlogov in dimenzij. V Ukrajini so to druge dimenzije. Rusija seveda ni več globalna vojaška sila, je regionalna, je pa še vedno jedrska sila. Je jedrska sila in je pač to država, kjer ni nekih notranjih zavor. Tam pač režim lahko počne, kar hoče. Zaradi tega smo tudi, in to tudi dela v Ukrajini, najhujše zločine, zato smo tudi predlagali, da se jih uvrsti na seznam držav, ki podpirajo mednarodni terorizem, ker to za sabo pol potegne politično-pravne posledice, ki so pomembne. Na podlagi tega so potem konkretno ravnanje. Jaz upam, da bomo uspeli tudi Slovenijo spraviti v ta okvir držav, ki je najbolj aktiven, ki močnejši bo, prej bo vojne konc tam. To je čist jasno. In to je bilo jasno že pred enim letom, žal pa ne vsem. Lastna izkušnja osamosvojitve je torej nekaj, kar vpliva oziroma je vplivalo tudi na vašo aktualno politično sedanjost, bi lahko rekli. Predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Zgornje Posočje, Janko Volarič, je v svojem uvodnem govoru že povedal, da je predsedstvo vašega združenja oziroma Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve v prav tem tednu na 9. redni seji sprejelo tako imenovani akcijski načrt v obrambo osamosvojitvi Slovenije in njenih vrednot. Lahko poveva kaj več o ukrepih, ki so predvideni in kako bodo morda spremenili odnos do osamosvojitve v bodoče? Zdaj, te konkretne korake je predsednik prebral, to so pa zaključki predsedstva Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Zdaj, mogoče je najbolj pomembna stvar v tem sporočilu stavek, da pač tukaj ne gre samo za muzej slovenske osamosvojitve, ampak gre za rezultate slovenske osamosvojitve. Saj ni napaden muzej, muzej je nek simbol. Muzej osamosvojitve je kulturno-zgodovinska ustanova, kakršno ima vsaka samostojna država, ki jo jaz poznam. Jaz sem bil praktično povsod po svetu, po vseh celinah, na takšnih in drugačnih obiskih. Veliko teh držav so nas peljali v muzej, kjer lahko vidiš, kako je tista država nastajala. Pred desetletji, pred stoletji, vsi to imajo. Mi smo edina država, ki tega muzeja nima. Imamo zasebne zbirke, imamo zbirke društev, tudi VSO ima spominsko zbirko, a to niso državne institucije. Že to, da je trajalo 30 let, da smo od tega sploh prišli, je obžalovanje vredno. Da pa se ta institucija ukine še prej, preden sploh zaživi, je pa škandal in ne gre za muzej. Gre za rezultat slovenske osamosvojitve, ki je napaden, rezultat slovenske osamosvojitve pa samostojna demokratična Slovenija. Zdaj, v ozadju so tisti, ki jim seveda ta Slovenija ni bila intimna opcija. Zdaj, to, da smo bili vsi za osamosvojitev, je mit. Jaz sem bil član prve vlade, bil sem član razširjenega predsedstva, bil sem član prve skupščine, ustavne komisije, predsednik Demosovega poslanskega kluba na začetku, pač videl sem od blizu, kaj se je dogajalo. Marsikdo med vami je videl, kaj se je dogajalo nasploh, ampak tam, kjer se je odločalo, sem bil zraven, lahko govorim iz prve roke. Preberite Belo knjigo slovenske osamosvojitve, tam pač je dokumentirano opisano, kakšno so bila nasprotovanja. Danes imamo dan samostojnosti in enotnosti, kot državni praznik. Ta enotnost je enotnost naroda. To je enotnost, ki je bila izpričana na plebiscitu. Plebiscit za samostojno Slovenijo je edini primer v slovenski zgodovini, ker si je narod res pisal sodbo sam, ko gre za usodne odločitve. Malo držav se je osamosvojilo na ta način, pa tudi s takšno večino in s takšno podporo. No, ampak tudi tam ni bilo 100%.
150 tisoč ljudi je glasovalo proti. Ko smo sprejeli temeljno ustavno listino in ustavni zakon o osamosvojitvi, je Slovenska skupščina štela 240 članov. Jaz sem bil eden od teh. Ampak za ta ustavni zakon mislim, da je glasovalo manj kot 200. Nekateri so glasovali proti, nekateri so se vzdržali, nekateri so javno rekli, da ne bodo glasovali za, recimo Franko Juri, ki je spet pameten zdaj glede v Ukrajine. On je napisal delo, da ne bo glasoval za osamosvojitev, ker je to eno žalostno dejanje, ki bo pač razbilo neko državno skupnost, ki je dobra, da bo rajš ostal doma na obali pa gledal na morje. No, ta Franko Juri je pol postal ambasador te države, za katero ni glasoval. Ko je šlo za ambasadorsko plačo, je bila dobra. Ampak to glavno je to, da pač v organih, ki so bili ključni, kot recimo predsedstvo, nekateri ljudje niso bili za. In so tako tudi delovali. Marca, oziroma konec marca 1991, se pravi nekaj mesecev pred vojno, šele je bil sprejet obrambni proračun. Z veliko zamudo, čeprav ga je vlada predlagala že oktobra prejšnjega leta. In zaradi tega smo morali zamakniti usposabljanje prve generacije nabornikov, ki tako ni bilo usposobljeno, do vojne je bilo vse na rezervi, načrti so bili drugačni. Februarja 1991, 2 meseca po plebiscitu, ko je 90% ljudi reklo, osamosvojili se bomo in dalo pač politikom 6 mesecev časa, da to naredimo, so 4 člani predsedstva republike, 3 podpredsedniki vlade, 4 ministri, predsedniki vseh opozicijskih strank, celo predsednik podmladka krščanskih demokratov, ki je bil v koaliciji, so podpisali deklaracijo za mir. Naslov je bil lep, ampak v tej deklaraciji je pisalo, Slovenija ne potrebuje vojske. Kakšnokoli oboroževanje Slovenije je izzivanje. Res je pisalo tudi, naj se JLA ne oborožuje več, ampak JLA je imela vsega zadost, mi pa nismo imeli nič. In imeli smo potem silne težave, na podlagi te deklaracije seveda je celotna opozicija, pa tudi del zelenih, ki so bili del vladne Demosove koalicije, glasoval proti obrambnemu zakonu, proti zakonu o vojaški dolžnosti in proti obrambnemu proračunu. In 240 članski skupščini smo te akte sprejeli z enim ali pa z 2 glasoma večine. Lahko bi bilo malo drugače, lahko bi kdo zbolel, pa vprašanje, kaj je bilo slovensko osamosvojitvijo. Tako da zdaj vse te sile, ki poganjajo to norost proti Muzeju slovenske osamosvojitve v ozadju, so isti, ki so takrat nasprotovali osamosvojitvi, oziroma so verjeli, da iz tega ne bo nič, treba to preprečiti. Preberite govor, ki ga je imel Milan Kučan 25. junija 1991 v Slovenski skupščini, kjer se je predlagal, da se sprejmejo akti, ki bodo formalizirali plebiscitno odločitev, ampak je na to dejal, da je treba hkrati ponuditi drugim jugoslovanskim narodom pogajanje o združitvi v novo jugoslovansko konfederacijo. Tega govora nikoli več niso potem predvajali na televiziji, ampak je na spletu, ga lahko najdete. Ciril Ribičič, ki je spet aktualen zdaj zaradi pač nekih drugih zadev, se je skupaj z vodstvom njegove stranke na Otočcu 2 tedna pred vojno, pred razglasitvijo samostojne države, sestal z vodstvi pač komunističnih strank iz Hrvaške pa iz Bosne, ki so tudi že imeli malo drugačna imena. In po tistem so imeli tiskovno konferenco, bilo objavljeno v Delu na televiziji,
ker je Ribičič dejal, za nas je osamosvojitev sprejemljiva samo pod pogojem, da se takoj na to spet združimo v Jugoslovansko konfederacijo. Marković, predsednik Zveznega izvršnega sveta, takrat organa, ki je v bistvu dal zeleno luč za agresijo na Slovenijo, je napisal spomine, mogoče jih je kdo bral. V Večeru je tam že pred desetletji v podlistku so izhajali tudi ti spomini. Najdete to, mislim, tudi v beli knjigi. In Marković, ki je v bistvu potem obžaloval to, kar se je dogajalo, ampak dejansko je pač njegov podpis pod agresijo na Slovenijo, ker predsedstvo SFRJ takrat ni delovalo, ne, in je Zvezni izvršni svet sprejel to odločitev. On v teh spominih piše, kako je bil sredi junija 1991 v Sloveniji, tudi jaz sem bil takrat na tistih pogajanjih. Spominjam se, da smo ga čakali na večerji vili Podrožnik 2 uri, pa je zamujal, ne. Bil je naš gost pravzaprav, ne, pa je zamujal, nismo vedeli, kje je, ravno smo se odpravljali domov, ko je prišel, ni povedal, kje je bil, in nismo zvedeli, kje je bil, dokler niso išli njegovi spomini. V teh spominih pa piše, da se je v tistem času sestal s slovensko opozicijo. Z Školčem, Ribičičem, pač liberalci in prenovitelji, oziroma komunisti, in da jih je tam nagovarjal, naj pač vržejo vlado pred razglasitvijo samostojne Slovenije, ker potem zvezni vladi ne bo treba reagirati, bodo rešili situacijo, itak vas ne bo nišče priznal in tako naprej. In Marković pravi, oni so to zavrnili, rekli so, tega mi ne moramo, ker je bil plebiscit in plebiscitna volja se mora pač formalno udejaniti, ampak v praksi pa iz tega itak ne bo nič. To bo operetna razglasitev, malo bomo prepevali po trgu, naslednji dan se bomo zbudili, bomo ugotovili, da Slovenija ni samostojna, nihče nas ne bo priznal, vi boste zaprli meje, zračni prostor. 2 tedna bo Demosova vlada še blefirala, ne, da smo se osamosvojili, potem bo povsem jasno, da se nismo. In bo vlada padla, takrat pa pridemo mi, bomo stvari porihtali, bomo rekli, gledajte, osamosvojitev formalno je bila udejanjena, razglašena, ni šlo, vidite, da ni šlo, ne, gospodarstvo tone, ne, revščina, meje so zaprte, treba je najti izhod iz tega in takrat se bomo pogovarjali o novi jugoslovanski povezavi. To je bilo v bistvu, to je bil načrt, ne, ki pa se je sfižil. Lahko vam povem tudi konkretno, ko smo se pogajali za zakon o plebiscitu, ki je bil na koncu usklajen, ker je Demos popustil. Tam je Ribičičeva stranka zahtevala, da ne vem kakšno večino, da mora biti. Sej itak je bila vsa večina presežena, ampak naprej se to ni vedlo. Demos je predlagal pač navadno večino, ne. Pa vprašanje tudi bilo, kdo ima pravico glasovanja, ali sem državljani ali tudi tujci na koncu. Se je Demos popustil. Vsak, ki je imel stalno bivališče, je lahko glasoval na plebiscitu, ne glede na državljanstvo. Smo edini, ki je to dovolj, noben ni tega, če pogledate baltske države in tako naprej, absolutno niso bili radodarni. Tudi sem smo dali pol državljanstvo, kdor ga je hotel, zdaj pravi, da so bili izbrisani, mislim. To je druga zgodba. Takrat je na vprašanje Jožeta Pučnika Cirilo Ribičič, pa še Ivan Oman je bil zraven, si to je večkrat zapisal v svojih spominih. Zakaj vi tako vztrajate na tem, zakaj ste tako proti? On odkrito rekel, morate razumeti, da
Mi v samostojni Sloveniji za nas ne vidimo politične prihodnosti in zato smo proti. Pa še veliko teh stvari je, preberite v beli knjigi, če koga to bolj zanima. Torej, to ni nasprotovanje muzeju, ne? To je po en stran ista energija, ki je poganjala nasprotovanje osamosvojitvi, po drugi strani je pa ta zablojenost stranke Levica in vseh teh, ki niti rojeni še niso bili takrat, ne? Pa ki mogoče dejansko mislijo, da je bila Jugoslavija neka cvetoča država, ne, kjer se cedilo med in mleko, kjer si se rodil, pa si že imel stanovanje, pa službo, pa vse preskrbljeno. Zdaj tisti, ki smo takrat živeli, pač vemo, da ni bilo tako. Ampak nekateri tukaj pa mogoče to celo verjamejo. Z kolegi v poslanskem zboru, ne, čas moramo poslušati te, ne, danes se spomni te razprave, ne, poslanec Levice je rekel, jaz nikoli ne obesim slovenske zastave za dan državnosti, to je moja država, vi ste porušili mojo državo, še rojen ni bil takrat, ne, je rekel, jaz obešen zastava sem za 1. maj. To je pač vse to, kar se je pol zgodilo v šolskem sistemu in tako naprej, ker so pač imeli v rokah vse to tisti, ki jim samostojna Slovenija ni bila intimna opcija in so tudi povedali, ne? In zapisali in tako naprej. Ampak zdaj, če preskočimo, o tem bi se dalo veliko govoriti, bistvo, ne? Zdaj, kaj je najbolj nevarno in to je tudi verjetno že tema, ki je tamle zadaj na platnu. Zdaj, tudi poslušamo, kako samostojne Slovenije ne bi bilo brez NOB-ja, pa druge svetovne vojne in tako naprej. Jaz na to pravim, prej bi nam povedali, pa se ne bi še enkrat osamosvajali, ne? Zdaj, če smo se že pred 50 leti, zakaj smo se morali še enkrat, ne? Ampak mi lahko s tem živimo. Zdaj, ne bom rekel, da je to legitimno, ne? Meni se zdi neumno, pa tudi je zgodovinsko netočno, ampak še nekdo to trdi, zaradi mene naj trdi, ni res, ampak to nas ne bo uničilo, ne? Tisto, o čemer bi se morali pa enotiti, je pa to, da samostojne Slovenije ne bo, če ne bo Slovencev. In to je trenutno naš ključni problem. Slovenija ima 8. najstarejše prebivalstvo na svetu. 8. Poglejte, kako rodno spada, kako je vse manj otrok. Delno se številke sicer popravljajo s priseljevanjem, ne? Ampak v ustavi piše, Slovenija je država vseh svojih državljanov, ki pa temelji na neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe in tako naprej. Se pravi, če ni Slovencev, ni slovenskega naroda in če ni slovenskega naroda, ni Slovenije, ne? Lahko je neko prebivalstvo, ampak to ni to. In kaj je bil prvi ukrep te vlade, ne? Junija? Ne ukinitev muzeja slovenske osamosvojitve, to se naredili kasneje. Prvi ukrep te vlade je bil ukinitev urada za demografijo v Mariboru. Neke institucije, ki smo jo naredili za to, da koordinira ukrepe za to, da ne bomo izumrli. Cela Evropska komisija ima podpredsednico komisije za demografijo, ne? Ker je to tudi evropski problem in se ga priznava in se dela na tem. Vse evropske države, ker imajo problem z demografijo, imajo takšne institucije. Ampak prvi ukrep te vlade je bil ukinitev urada za demografijo, češ da je to neka nacionalistična blodna. Premestili so denar iz tega urada na urad za migracije, pa ljudi iz tega urada na urad za migracije. Ja, vidite, to je pa bistvo našega problema v tem času. No, in o tem govori tudi knjiga gospoda Pene, ki vas lepo pozdravlja, danes so govorila, tako da prenaša pozdrave. Je rekel, naj sporočim, kakšen je bil interes. Bom rekel, da je bila polna dvorana in da ga tudi mi pozdravljamo. Nekaj več o knjigi, o njeni vsebini in o njenem avtorju.
v nadaljevanju, ker pa je nocoj večer, ki prinaša s seboj tudi tisto pristno domoljubje, ki ga v veliki meri prinaša tudi slovenska pesem, bomo v nadaljevanju ponovno prisluhnili našim glasbenim gostom, ki nam bodo, če se ne motim, izvedli eno najlepših koroških pesmi, polno domoljubja, Rož pod Junazila. Mešani pevski zbor Planinska roža pod vodstvom Mirjane Antih Čebokli. Izvolite. Gospod Janša, tudi vi čutite, da je mogoče dan danes domoljubje še najbolj prisotno pri tistih izven Slovenije, pri naših izseljencih, mogoče tudi Korošcih, Argentincih. Kakšne so vaše izkušnje? No, veliko domoljubja je tudi v Sloveniji, ne. Saj sicer ta dvorana ne bila polna, ne. Je pa mogoče najbolj tako pristno občuteno, ko prideš za mesto, ne, ali pa med naše rojake v Argentino, delno tudi drugod po svetu, ne, ko čisto bom rekel, v duši začutiš nekaj takšnega kot o poslušanju te pesmi. Zdaj, ta pesem Rož pod Junazila je izraz bolečine slovenskega naroda po koroškem plebiscitu, ne, ko nam je bila v bistvu vzeta zibelka. In so bili to težki časi, podobno kot na Primorskem, ne, po prvi svetovni vojni. Ali pa, ne vem, ko smo bili v drugi Jugoslaviji, ko se je tudi skupnimi šolskimi jedri, spomnite se, ne, skušalo narediti enoten nek jugoslovanski narod. Skratka, v zadnjem stoletju pa pol, ne, so bili Slovenci ogroženi pač kot narod od zunaj, ne, bom rekel, s treh strani.
in so se dogajale tudi zelo tragične in hude stvari. Zdaj te znanje ogroženosti ni, ne. Zdaj pač Slovenci prvič živimo v nekem okolju, kjer nas neposredno od zunaj, so neki poskusi pa to, ampak neposredno kot državna politika nas ne ogroža ne Beograd, ne Rim, ne Dunaj. Imamo, administrativno so padle meje v glavnem, ni več teh ovir do naših manjšin zunaj. Ta slovenski prostor se je, rekel, praktično razširil in je naravnost tragično, da zdaj ogrožamo sami sebe. Ne. Smo v nekem okolju, ki še nikoli ni bilo tako naklonjeno razcvetu, zlati dobi slovenskega naroda, pa tega ne znamo izkoristiti. Vse pravzaprav dejansko ogrožamo od znotraj. Ker lahko imate karkoli, lahko imate zlate avtoceste, povlake, ki vozijo 500 na uro, če ni ljudi, pol ni nič. In ne samo, da se to vprašanje zanemarja, tukaj gre za načrtno politiko kulturnega marksizma, ki te temelje, rekel, moderne slovenske, evropske in tudi zahodne civilizacije uničuje. In o tem govori ta knjiga gospoda Alejandra Pene. Mimogrede, on čaka v Italiji na azil, zato v tem času tudi ne more iz države. Imeli smo predstavitev v Gorici, mogoče je kdo bil. On opisuje sicer zelo konkretno situacijo v Latinski Ameriki, ampak tisti, ki ste to knjigo že prebrali, boste prepoznali mnogo stvari, ki se dogajajo tudi pri nas. V Latinski Ameriki je to zdaj prišlo do neke faze, ko ni zdaj je možno več skrivati, ker ljudje iz foruma Sao Paulo, ki je bil ustanovljen leta 1990, danes v Latinski Ameriki obvladuje 15 držav. In te lovke so pač povsod, tudi pri nas. Ena od strank, ki je trenutno del slovenske vladne koalicije, to je stranka Levica, je bila ustanovljena tudi z ljudmi, ki so delali na venezuelski ambasadi. In če se spomnite pred leti, tista potovanja v Venezuelo, hvaljenje Huga Chaveza pa Maduro, zdaj sicer tega manj, ampak korenine so tukaj znane. Ena takšna stranka v Evropi, ki je nastala na enak način, je danes del španske vladne koalicije, to je španski Podemos, in še veliko tega se dogaja. Torej, če se kdo ustrašil naslova, Sao Paulo, Forum, kulturna vojna, vse to za nas malo tuje zveni, kaj ima to veze z nami. Ko boste prebrali prve strani knjige, boste videli, da ta knjiga govori tudi o nas in da se marsikaj razjasni, ko jo preberete. Tako da je toplo priporočam že vnaprej, še preden sploh spregovorijo o njej. Tako, poskušala bova dati nekaj izhodišč, seveda ne bova povedala vsega. Potrebno je seveda knjigo, ki mimogrede ni tako zelo debela in obširna, za to prebrati, pa vendarle, kot smo omenili na začetku, avtor Alejandro Peña Esclusa v njej opisuje združenje, ki se poslužuje socialnega inženiringa in drugih subverzivnih metod za doseganje svojih ciljev, in sicer na metodah, ki koreninijo v marksistični ideologiji, ki pa se tukaj ne kaže v svoji revolucionarni obliki, se pravi v nekem nasilnem prevzemu oblasti, ampak skozi kulturni boj. Pa mogoče na začetku na kratko opišiva pravzaprav, kakšna je ta razlika med klasičnim marksizmom, ki ga bolj ko ne publika malce bolje poznane, na zadnje verjamem, da se vas je kar nekaj učilo samo upravljanje s temelji marksizma v šoli, in kulturnim marksizmom in kakšne so recimo njune ideje.
Ja, mogoče bi začel s tem, da ko smo se učili v okviru, različnih predmetov, odvisno katero šolo kdo hodil, stvari iz pač tega arzenala marksizma, veliko stvari ni bilo povedanih, ne? Ker se je še vedno zavijalo to v celofan. No, ampak, če smo zelo konkretni, v komunističnem manifestu, če ga je kdo prebral in če se kdo spomni, piše tam nekaj na začetku, približno takole, ne? Zato, da se ustvari brezrazredna družba enakosti, je potrebno razgraditi staro. Zato, da se razgradi staro družbo, je potrebno uničiti oziroma razgraditi družino, narod, vero, zasebno lastnino in zasebno šolstvo. To je, rekel, temeljni nauk marksizma. In seveda, potem je bilo to razdelano in po oktobrski revoluciji v Rusiji 1917 so to tam skušali narediti na hitro z bajoneti in tako naprej. Več ali manj vemo, kaj se je tam dogajalo in tragedijo. Mimogrede, to, kar se danes dogaja v Ukrajini, je še vedno v veliki meri posledica tega, kar se je zgodilo leta 1917 v oktobrski revoluciji. Ampak tam je bil seveda odpor velik, žrtve milijonske, takrat in tudi kasneje, ampak v takratnem svetu se je na nek način uveljavilo, da je oktobrska revolucija uspela in rekel, levičarski politiki iz Evrope so začeli hoditi v Sovjetsko zvezo, gledati ta uspeh marksizma. Ni se še govorilo o kakšnem kulturnem marksizmu. Med temi, ki so šli tja, je bil tudi Antonio Gramsci, italijanski politik, mislim, da je bil sekretar takrat nastale komunistične stranke Italije. In ko so njega vozili tam po Rusiji, ne, to je pol sam pisal, ga je izjemno, on je tam pričakoval nek socialistični raj, ne, potem je pa videl, da tam pač morajo z bajoneti naganjati kmete v kolhoze, pa da se vsi upirajo, pa da je revščina, pa da stvar brez velikanske količine terorja ne funkcionira. Ne, on je potem prišel nazaj v Rim in je pač napisal nekaj refleksij na to potovanje in potem tudi koncept, ki se mu reče kulturni marksizem. On je eden od glavnih avtorjev tega kulturnega marksizma. Zdaj, zelo na kratko, on je rekel, na ta način seveda, kot so to naredili v Sovjetski zvezi, v Italiji se to ne da, ker bo odpor prevelik. Ljudje so zakoreninjeni v ta način življenja, nemogoče je tudi z nasiljem to narediti. Torej je najprej potrebno ustvariti razmere za to. Treba je spremeniti vsebino v glavah. Treba je te ključne stebre civilizacije, ne rekel meščanske, je treba uničiti, razgraditi, diskreditirati. Zato, da se pa to zgodi, v tej fazi je rekel, ne potrebujemo vojske, potrebujemo medije, treba je zavzeti medije, kulturne institucije, založbe, ne, vse tam šolstvo, univerze, vse tam, kjer se oblikuje odnos do stvari. In se je potem začelo na tej podlagi. Ponekod z več uspeha, ponekod z manj uspeha. Ne. Seveda so se stvari v svetu izpred 100 let, ko je on to pisal, bistveno spremenile. Mnoge, ne, predvsem tehnologija in tako naprej. Ampak to samo bistvo je pa ostalo. To samo bistvo je pa pač ostalo in tam, kjer ni šlo z bajoneti, se je začelo uničevati te stebre. Ker pač družina je temeljna celica sodobne človeške družbe.
Vsaj doslej smo tako mislili. Ne? Ampak recimo v Sloveniji od zadnje spremembe zakona, ki je bil sicer prej dvakrat zavrnjen na referendumu, zdaj pa Ustavno sodišče ta referendum prepovedalo, družina ni več to. Danes v Sloveniji je po veljavni zakonodaji družina ni mati, oče in otroci ali pa enostarševska družina, ampak je to zveza osebe A z osebo B. To je lahko karkoli, ne, v prihodnje. Zdaj, ko gre to naprej, v nekaterih državah je šlo to naprej, ne, pač prihaja do enostavno razgradnje samega osnovnega tkiva družbe. Te vrzeli se polnijo na različne načine, z imigracijo, z priseljevanjem, z vsem živim. In v bistvu tradicionalna družba na ta način razpada, ne da se modernizira. To ni pot v napredek. To ni pot naprej, to je pot nazaj. Vse človeštvo je že včasih živelo v takih hordah, ne, ker se ni vedelo, kdo je s kom, pa ker je bil tisti, ki je bil pač močnejši, ne, delal to, kar so delali v Fotopubu nedavno, ne, v Ljubljani. Tako da to se ne dogaja zato, ker bi bil, ne vem, nekdo nor ali pa kdo, ampak ker to je en tak inštrument za razgradnjo tradicionalne družbe. Zdaj, drugi tak, ki je v tej knjigi zelo pač natančno opisan, ker je to v Latinski Ameriki ne da še bolj pereče, ampak je tam izvor, so mamila, ne. Čim več mamil spraviti na zahod, v razvite države. Prvič od tega se dobi veliko denarja. Sao Paulo Forum pa vsa ta naveza, ne, se financira z različnih virov. En od teh virov je denar od mamilarskih kartelov. Ampak predstavljajte si, kaj naredijo tone in tone kokaina in heroina v Evropi ali v Ameriki. Koliko tragedij, ne. To je pač razgradnja družbe. Pejte v Ljubljani na obalo Ljubljance, tam Obroški, to je vse belo od igel. Pa noben s tem ne ukvarja. Ko smo v času epidemije spremljali pač okuženost odpadnih voda, ne, na ta način se je videlo, ali količina covida narašča ali pada, ne. Smo tam ugotovili, da je v odpadnih vodah slovenskih mest ogromno kokaina. Nekaj takega kot v Milanu ali pa v teh večjih mestih, kjer imajo tradicionalne probleme s tem. Se pravi, to tudi že naš problem, ki se ga enostavno zakriva, se ga ne vidi. Nenazadnje, ko smo pred kratkim predlagali, da bi se poslanci pa člani vlade obvezno testirali na droge, se spomnite, kakšen revolt je bil. Če voziš avto, ne smeš biti pod vplivom mamil, ne. Če pa sprejemaš 15 milijardni proračun, si pa lahko, ne. Tako da ta odpor ni bil zaradi tega, kar so govorili, ampak zaradi tega, ker je pač uživanje mamil v slovenski eliti zelo penetrirano. Drugače si nekaterih stvari niti ne moreš razlagati. Potem spomnite se vsega kravala ob financiranju parih zasebnih šol v Sloveniji. Mislim, da je v Sloveniji zasebnih šol manj kot 2%. Nič ni, ampak je to pomembno, ker je to konkurenca pa kvaliteta. Saj pogledajte, od kje prihajajo zlati maturanti in tako naprej.
so hoteli to uničiti do konca, dokler enostavno pol nekako nismo tega rešili v našem mandatu. Ne zato, ker bila to kakšna realna grožnja javnemu šolstvu in tako naprej, ki ga želijo obvladovati. Poglejte, kdo vodi sindikat, ne, šolnikov. Ampak zato, ker je to eno od teh 5 točk iz komunističnega manifesta, kar je treba odpraviti. Ali pa zdaj imamo resne probleme v zdravstvu. Verjetno še nikoli tako resnih. Ne zaradi covida, ampak zaradi mnogih razlogov, ki niso nastali zdaj, ni kriva sem ta vlada ali pa prejšnja, ampak se je že pač desetletja gradil nek sistem, ki mnogim odgovarja, ker tukaj gre, rekel, veliko denarja v zasebne žepe preko nabav, preko vsega, kar se pretaka iz tako imenovanega javnega oziroma državnega zdravstva v druge kanale. Ampak tisti, ki najbolj govorijo, kako je to narobe, ne, kako je to treba to rešiti, ne, so glavni benefitorji od tega. Pred časom ste lahko spremljali v te vrste v Ljubljani, ne, od 2 po noč so ljudje čakali, da se bodo vpisali za osebnega zdravnika. V najbogatejši občini v Sloveniji, v občini, kjer je povprečni dohodek več kot 130% evropskega povprečja, naenkrat ni družinskih zdravnikov. Ampak šefica teh zdravstvenih domov v Ljubljani je pa oseba, ki ima tudi privatno kliniko. To nekako ne gre skupaj, razumete? Ampak se to kljub temu dogaja in se obrani in je tako naprej. Tega je polno. Tega je polno. Tako da v Sloveniji imamo polno teh zadev tudi pomešanih. Zdaj to, kar je rekel, nek temeljni koncept tega kulturnega marksizma, to se tudi ne razlaga odprto. To se vedno zavija v celofan človekovih pravic, pa enakosti. Zadnji tak kako bi rekel, biser, ne, v Sloveniji je trditev, da so vsi spoli enaki. Mislim, da bo v kratkem predsednica Državnega zbora organizirala mednarodno konferenco o enakosti spolov. Mislim, spola sta enakopravna, ne? Nista pa enaka. Zdaj, če je bila enaka, nas ne bi bilo. Ampak se to kar trdi. Ne? Pred kratkim se je bilo povsod objavljeno, ne? Smo videli oglas za neke menstrualne plenice za moške. Glejte, če rečete, da je to nekaj nenaravnega, nenormalnega in tako naprej, ste obtoženi sovražnega govora. Ne? Sploh se ne sme o tem razpravljati. Potem malo pogledajte tisti, ki imate otroke ali pa vnuke v osnovnih šolah, kaj je vse v učbenikih. Se pol dela zmedo med otroci in pol pride domov iz šole prav. A bom jaz res, ne, fant pride domov iz šole, bo prav, zadnjič je razlagala ena kolegica, a se bom jaz res čez par let počutil kot punčka. To je rekla učiteljica, da se to lahko zgodi. Lejte, kar se tiče odraslih, ne vsak živi, kakor hoče in tako naprej, ampak otroke pa treba pustiti, da odraščajo v normalnem okolju, ne, in da zrastejo v suverene osebnosti, ne da jih begaš pri 7 ali pa pri 12 letih, ne, o tem, da ni sigurno, ali so to, kar so. Ne. Silne tragedije nastajajo iz tega. Ne. Če gledamo, kaj se je vse dogajalo v nekaterih ameriških zveznih državah, ki zdaj nazaj spreminjajo to zakonodajo, ne, je pravzaprav to noro. Ampak se to ni slučajno. Ne.
To vse izhaja iz te doktrine kulturnega marksizma, razgraditi družino, narod, vero in tako naprej. Morda velja ob tem samo izpostaviti, da se je opisana ideologija, ki ste jo v začetku pripisali Antoniju Gramsciju, potem širila najprej v Nemčijo s pomočjo frankfurtske šole, potem pa po vojni še v Ameriko. Gre za znane sociologe, kot so Adorno, Horkheimer, Herbert Marcuse in podobni avtorji različnih konceptov, kot so tudi spolna osvoboditev v leto 68, seksualna revolucija in take stvari. Tisti, ki ste rojeni okoli leta 50, verjetno veste, da se je tam malce pred letom 70 začelo malce bolj sproščeno vse skupaj dogajati, ne? Tako da to so vse koncepti, ki so se načrtno potem širili verjetno tudi na visokošolske ustanove, in plod teh agend so potem tudi tako imenovane teorije spola, in iz katerih izhajajo koncepti enakosti za vse, in po drugi strani tudi ustvarjanje nekih sovražnikov, ki jih v zadnjem času pa preganjamo številnimi nevladnimi organizacijami. Pri čemer se mogoče pojavlja eno čudno vprašanje, pa mogoče boste znali, gospod Janša, vi povedati, zakaj ima recimo v Sloveniji en inštitut, ki se posveča vprašanju žensk, veliko večjo težo kot Društvo za zaščito ljubiteljev pečenega krompirja. Pač eden od političnih instrumentov, rekel, za razgradnjo nekih stebrov sodobne evropske civilizacije je vzpostavitev strukture, ne, ki se reče vladavina neizvoljenih. Zdaj, kaj je temeljni postulat demokracije? Vsak ima en glas, greš na volitve, glasuješ, tisti, ki ima več glasov, odloča in tako naprej. Zato, da se to razgradi, so zdaj pogruntali pač ta inštrument tako imenovanih nevladnih organizacij. To se lepo sliši, ne? Se super sliši, pač in seveda na začetku tudi ni noben videl tukaj nič narobe. Nevladna organizacija, vsako gasilsko društvo, vsako kulturno društvo, VSO je nevladna organizacija, Katoliška cerkev je nevladna organizacija, ne vem, UNICEF, društva, Rdeči križ, Caritas, nevladne organizacije posebnega pomena in tako naprej. Nič narobe s tem, ne? Ampak ne, potem se je pošlo na to, da se lahko ustanovi katerokoli nevladno organizacijo in ta nevladna organizacija se lahko razglasi za stranko v postopku pri sprejemanju prostorskih planov, pri sprejemanju takšnih in drugačnih odločitev. In to se je potem dalo v nacionalne zakonodaje, v evropske regulative in tako naprej. In pol imamo, zato da se to promovira, ne, so pa medijsko ustvarili razne ikone, ne. Ikona boja proti globalnemu segrevanju je Greta Thunberg. Mislim, da je to ena 16-letnica, ki bolj malo ve o klimatskih spremembah in tako naprej, ampak ki pač rečejo, kva ne reče, in pač popularna pa med mladimi, pa na Instagramu, pa povsod in tako naprej. Govori tudi, rekel, dokazano strašanske neumnosti, ampak to se pol ne širi, ne, ker je to prenevarno. Zdaj v Sloveniji en tak lik Nika Kovač, ne. Težko kaj smiselnega najdeš v teh izjavah, ampak če pogledate recimo zadnja 4 leta, ne, koliko medijskega prostora je imela recimo stranka, ki je dobila
27 poslancev v državnem zboru, se pravi naša stranka, ali pa inštitut, ki ga je ustanovil trenutni državni sekretar Maljevac pri Luki Mescu, boste videli, da je razmerje verjetno 1:5 v njihovo korist. Pa jih ni nišče izvolil. Naredi se dejavnik na ta način, ki nima nobene legitimne demokratične podlage. Je pa to seveda palca, ki ima dva konca. Zdaj recimo Pavle Rupar ustanovil pa 1. oktober. A to pa naenkrat ni v redu. To je pa zdaj ne vem koja zarota, kdo vse stoji za njim, politična oseba. Ja, mislim, zdaj, če smo svobodna družba, lahko pol vsak ustanovi neko nevladno organizacijo. Ima lahko vsak pravico, da dobi državna sredstva in tako naprej. Seveda jih ne dobi. Ko smo mi v prejšnji vladi, ko se je to vprašanje zaostrilo, malo gledali za nazaj, smo ugotovili, da je v 10 letih šlo iz slovenskega proračuna samo za nevladne organizacije, ki imajo sedež Metelkova 6 Ljubljana in za katere niste še nikoli slišali nič, da so naredili kaj koristnega, več denarja kot za izgradnjo domov za ostarele v celi državi. Več denarja. In seveda potem se na ta način naredi neka paravojska, ki kolesari po Ljubljani in v času našega mandata so bili protesti 2-krat na dan, tudi nasilni. Ba je bil to višek demokracije. Zdaj, ko pridejo upokojenci na trg, to ni več višek, ampak se bo treba navaditi na enaka merila. Kot tle bodite zelo previdni. Tudi ta trik z svetom RTV. Sprejeli so zakon, bil je potrjen na referendumu, s katerim pravijo, da bodo depolitizirali televizijo. In zdaj mislim, da je bil ta svet že konstituiran. Pravzaprav vsi, ki so bili imenovani v ta svet, to so vsi politični aktivisti, ki so kolesarili po Ljubljani v času epidemije in tako naprej, pa nekaj predstavnikov pač klasične civilne družbe, ampak kot predstavnik cerkvenih skupnosti je tam predstavnik protestantske cerkve. Vsega spoštovanja vredno, ampak recimo katoliška cerkev je, mislim, da 100-krat večja civilna družba. Pa zdaj nima tam predstavnika. In tako naprej. To se manipulira na vse načine. Ko zdaj slišite besedo nevladna organizacija, se morate vprašati, kaj pa je od tega. Če je nekaj od tega, potem so običajno to kulturna društva, gasilci, dobrodelne organizacije in tako naprej. Če pa ni nič od tega, potem so pa to nevladniki iz Metelkove 6, za katere gre bistveno več denarja. In to iz tega textbooka oziroma iz te orožarne kulturnega marksizma, se pravi odločanje prenesti na ljudstvo. Kdo pa je ljudstvo? To smo pa mi. Mi se razglasimo za glas ljudstva. Jaša Jenull se je razglasil za glas ljudstva. To je neoprijemljiva kategorija. Glas ljudstva je glas na volitvah. Ti si toliko glas ljudstva, kolikor glasov dobiš v demokraciji. Ne pa kolikor minut imaš na televiziji ali pa odvisno od tega, kdo so pač tvoji starši ali pa botri v zaledju. To, kar se dogaja pri nas, je v bistvu uničevanje demokracije. Ne dogaja se, nažalost, to sem pri nas. Se dogaja povsod in to je vse iz te orožarne. Ker na tem potem tudi ni nobene kontrole. Alejandro Pena zdaj končuje drugo knjigo na to temo in sicer je
analiziral goljufanje na volitvah v teh državah, kjer so na oblasti ljudje iz kroga Sao Paulo foruma. Malo mi je razlagal stvari, to, kako se golfa z računalniškimi programi, z softverom, ki je nastal na Kubi pa v Venezueli. Jaz upam, da bo ta knjiga kmalu tudi prevedena v slovenski jezik, ker se mi zdi, da bomo tudi tam odkrili kakšne podobne vzorce, kot se pa pri nas dogajajo. Zdaj pa mogoče, ker je pač naslov te knjige Sao Paulo Forum, še nekaj o tem za tiste, ki niste prebrali knjigo. Sao Paulo Forum je bil ustanovljen leta 1990, ustanovil ga je Fidel Castro, nekdanji kubanski diktator, pa še nekateri. Eden od glavnih motorjev je bil venezuelski predsednik Hugo Chavez in takrat, ko je on prišel na oblast v Venezueli, je ta forum prišel tudi do ogromnih finančnih sredstev. Venezuela je bila zaradi naftnih bogastev nekoč ena najbogatejših držav na svetu, zdaj je pač med najrevnejšimi. In s tem denarjem so financirali potem vsa ta gibanja pa proteste po celotni Latinski Ameriki. K temu so se potem pridružili še viri iz kartelov, ki so jih oni ščitili, iz mamilarskih kartelov. In to je danes dejansko grozljivo. Ko bo še ta druga knjiga išla, kjer je opisano, kako se to potem vzdržuje na oblasti, se mi zdi, da bomo tam videli tudi mnoge vzorce, ki se spremljajo ali pa ki jih spremljamo tudi kje drugje. Kaj pa je bil motiv za nastanek Sao Paulo foruma? Približno enak kot pri Gramsciju potem, ko je prišel iz Sovjetske zveze. Leta 1990 je bilo leto, ko je bilo jasno, da je Berlinski zid padel, da se Sovjetska zveza ruši, se pravi, da neka, bomo rekel, klasična svetovna revolucija z bajoneti in tako naprej očitno ne bo šla naprej, ampak gre nazaj. In so se zbrali in so modrovali, kako pač v teh novih razmerah osvajati oblast in spostavljati socialistične režime. Sklenili so, da si bodo med sabo pomagali, pač izdelali te metode, proteste, ljudske vstaje, umore tudi, ugrabitve in tako naprej. In nekaj časa pač ni šlo prav dobro, par držav tukaj, poleg Kube, z Venezuelo, z osvojitev Venezuele in vsega tega denarja, pa se je to premaknilo. In velik del teh sredstev je šel potem pluskal tudi v Evropo in v Ameriko. Tako da res priporočam branje, kot ste rekli, to ni debela knjiga, ki bi se človek ustrašil. Je kakih 100 strani, zelo zgoščene pripovedi, pa tudi avtor je 100% verodostojen. To ni nek profesor z neke univerze z dobro plačo, ki opisuje to, kar se dogaja tam nekje druge. On je to vse izkusil na lastni koži. On je rojen v Venezueli, ker je bil pač glasen, ga je Chavezov režim zaprl, bil v zaporu, bil je spuščen šele potem, ko je dobil raka, zelo resno zbolel. Potem je pobegnil v Kolumbijo, tam so mu dali azil, bivši kolumbijski predsednik je bil pred časom tudi pri nas, Andres Pastrana. No, ampak lani je v Kolumbiji zmagal nekdanji član vodstva te gverilske organizacije FARC, ki je tudi del tega Sao Paulo foruma in je moral gospod Pena že drugič v življenju bežati iz države, trenutno je v Italiji, ker je zaprosil za azil. Mislim, da se stvar dobro razvija. Ko bo formalno dobil azil, bo lahko tudi potoval, ga lahko tudi sem povabite.
rekel, izjemno dober predavatelj, predstavitev tega. No in takrat, ko je bil v zaporu v Venezueli, je njegova hčerka, ki zdaj tudi živi z njim v Italiji, je bila mlada novinarka. Na nekem protestu je, čeprav je imela napis Pres, prišel eden od teh vojakov venezuelskega režima in izsprožil rafal v prsi. Ima še vedno na rokah, pač se vidi, ki je bila zadeta s kroglo in preživela pa je, ker je imela pač ta neprebojni jopič, ki so ga imeli tam novinarji. Tako da gre za avtentičnega pisatelja, ki poleg tega, da teoretsko preučuje Sao Paulo forum, že več kot 20 let, je tudi na lastni koži občutil in ve, kaj govori in mu lahko verjamemo. Vsekakor torej povabljeni k nakupu knjige, ki je na prodaj v preddverju. Gospod Janša, če pa midva počasi skušava zaključiti tale najin pogovor, mogoče z enim pogledom v prihodnost. Seveda ne moremo verjetno enoznačno odgovoriti, kako se lahko proti tovrstnim politikam borimo, ampak kakšna je nekako prihodnost razmišljanja o tej temi, mogoče tudi prihodnost drugega ideološkega spektra v širšem slovenskem in tudi evropskem prostoru, se pravi možnosti za povezovanje in promocijo in seveda tudi za neko nadgradnjo idej, ki so recimo desno od sredine. Kaj so po vašem tisti vaši vzvodi, ki lahko pripomorejo k temu, da se lahko tudi ta politični spektr, ki pa se dan danes zelo hitro označi recimo za fašistoidnega, vendarle ponovno pripelje kot nek protipol idejam, o katerih sva danes največ govorila? No, sej, v tej knjigi je tudi lepo obrazloženo, kako je pač v tem arzenalu tega kulturnega marksizma tudi tam našteto, kako je treba zagovarjati te ideje in kako je treba napadati nasprotnike pa jih diskreditirati in seveda to, da nekoga, ki jih razgalja ali pa ki temu nasprotuje, ga je treba takoj označiti za fašista. Takoj, se pravi, ne reči, ti nimaš prav zaradi tega, moji argumenti so takšni, ampak samo, to je fašist. Ker pač, če je nekdo fašist, karkoli reče, je fašistično. Se ni treba spopadati potem z argumenti, ker argumentov pač tukaj ni, trditi neke očitne neumnosti je težko, ampak da se to zaščiti, se pač etiketira. Zdaj, kako se proti temu boriti? Zdaj, prva stopnja je to, da sploh vemo, zakaj gre. Zdaj, kdo med vami je slišal za Sao Paulo forum pred enim letom? A kdo v dvorani, ki je slišal že za to? To je organizacija, ki obvladuje 15 latinsko-ameriških držav, ki imajo skupaj več prebivalstva kot cela Evropska unija. Pa niste še nikoli slišali za ta forum. Ker o tem se ne piše, ne govori, je neka tabu tema, je zaščiteno tukaj, ker se pač medije obvladuje. Jaz sem za ta forum slišal pač pred leti, ko sem postal podpredsednik te centristične internacionale, ker je tudi veliko teh desno-sredinskih, tudi liberalnih strank iz Latinske Amerike. In tako sem pač tudi prišel do tega avtorja. Smo pol pač predlagali, da se knjiga prevede. Sem bil že prej predsednik Evropskega sveta, pa predsednik vlade, pa sem se srečeval z voditelji teh držav, pa nisem vedel, kam spadajo. Recimo Lula da Silva, spet novi stari predsednik Brazilije v tem forumu, srečal sem ga 10-krat. Takrat v prvem mandatu se mi je zdel čuden, ampak marsikaj mi ni bilo jasno, zdaj šele, ko sem to prebral, mi je bilo pač jasno. Če hočemo stvari razumeti, moramo biti sposobni videti tudi gost, ne samo dreves. In ta knjiga ponuja vpogled v gost. Zakaj so oni toliko uspešni?
zato ker so povezani. To je mednarodna asociacija, ki se financira med sabo, ki si pomaga in tako naprej. Na drugi strani pa ni neke mednarodne asociacije, ki razume, kaj se sploh dogaja in je povezana med sabo in se proti temu bori. Šele zdaj se to vzpostavlja, zadnja leta. Tako v tej sredinski internacionali, to je nekdanja krščansko-demokratska internacionala svetovna, kot tudi v Mednarodni demokratski zvezi, ker so imeli pred koncem lanskega leta v Washingtonu forum, ki je zelo resno obravnaval to situacijo. Tam je tudi predstavnik konzervativne stranke iz Gvatemale povedal eno tako trpko resnico. Rekel je, oni so tako uspešni tudi zato, ker ste vi na Zahodu, se pravi v Evropski uniji pa v Združenih državah, tako naivni. In je rekel, gledajte, v Gvatemali je dovolj, da nekdo ustanovi neko nevladno organizacijo, pa pravi, da se bo boril za okolje ali pa za pravice istospolnih, pa to malo reklamira in tako naprej. Prijavi se na razpise Evropske unije in naslednje leto že dobi $1 milijon. Nikoli to ne porabi za zaščito okolja, to gre vse potem za to, da pač financirajo tam, ker niso na oblasti, vstaje, proteste, tudi atentate, ampak to vi nič ne preverjate. Rekel, v Gvatemali to revolucionarno stranko, ne vem, kaj se že imenuje, financirajo Kitajci, financirajo Rusi, financirajo karteli. Je rekel, pa vi, pa Evropska unija, ne financirate jih direktno, ampak te kao nevladne organizacije, ki se kao borijo proti fašizmu, v resnici pa so fašistične. Delo je ravno to, kar je bistvo fašizma. Ampak en članek izide o nekom v New York Timesu in pol se to kopira in na tej podlagi pač pol dobi od skladov Evropske unije za varovanje okolja, za pomoč nerazvitim, za napredek civilne družbe v Latinski Ameriki 100.000 evrov. In to se je dogajalo leta. Leta so bile tudi številke predstavljene. Zdaj, ko je luč začela svetiti na te stvari, bo to bistveno težje. Bistveno težje. Pa tudi ta razsežnost v Latinski Ameriki je pač dosegla neko mejo, ki zdaj v tem svetu, ko se stvari spet malo bolj resno gledajo zaradi vojne v Ukrajini, pa zaradi teh napetosti v Južnem Kitajskem morju in eventualne kitajske akcije zoper Tajvan. Zdaj se preštevajo ti glasovi ob resolucijah v Združenih narodih in se pač vidi, kdo blefira in kdo tukaj ne blefira. In bo v prihodnosti drugače. Zdaj, ko hitro bo ta treznost prišla v Evropo in tudi k nam, je pa tudi malo od nas odvisno. Ta knjiga se dobro prodaja, očitno ljudje razumejo, da preberijo nekaj, kar je vredno branje in daje tudi naprej, saj drugače knjige ne berejo. Sami boste videli, če boste vzeli v roke, priporočite tudi drugim. Zdaj, ko bo to knjigo prebralo, recimo 100.000 ljudi v Sloveniji, se bodo stvari bolj jasno videle in tudi drugače razumeli in bo tudi ravnanje drugačno. Ker zdaj marsikdaj tako, da tako tisti, ki te stvari širijo, niti ne vedo, v bistvu za kva se gre. Kupijo to, da gre za človekove pravice. Recimo, posvojitev otrok strani istospolnih parov.
se deklarira kot človekova pravica. V bistvu je ravno obratno. Ne? Človekova pravica je pravica otroka do pač srečnega otroštva, normalne družine. To je zapisano v naši ustavi in to je zapisano v Evropski listini o človekovih pravicah. Ampak kljub temu se je to obrnilo in pravi, da je pa pravica do posvojitve človekova pravica. Pravica do posvojitve otroka ni človekova pravica. Ni temeljna človekova pravica. Lahko delate, kar hočete. To enostavno ni to. Ampak veliko ljudi pa to pač kar kupi. Ne? Pa tudi zdaj, ko pravijo, da sta spola enaka. Ne? Veliko ljudi zameša pojma enako, pa enakovredno. Ne? Niti ne pomisliš, ko slišiš na televiziji. Ne? Ampak tisti, ki je pa to spravil v obtok, pa dobro ve, za kaj se gre. In veliko ljudi ne zato, ki bi bili slabi ali pa zelo namerni, ne? Pač počne nekaj iz nevednosti. Ali pa ne ukrene nič, ker pač se mu zdi, da on ne razmišlja prav. Ne? Ker so na televiziji rekli, da je prav nekaj drugega. Zdaj, ko pa prebereš primere od drugod iz prakse, ko pač vidiš, da se to ne dogaja samo pri nas, tudi sam ravnaš drugače. Ne? Zaradi tega je ta knjiga zelo pomembna. No? Čim prej preberite in čim prej jo dajte še komu naprej. Gospod Janša, najlepša hvala za ta pogovorni večer. Lahko samo mogoče dodamo za sklep, da boste z branjem te knjige ne boste videli zgolj drevesa, ampak gost, no in s prav posebnimi gozdovi, tistimi v mesečini, avsenikovimi, pa bomo nocoj tudi zaključili, kajti mešani pevski zbor Planinska roža nam bo zapel še eno pesem. Pa dovolite, gospod Janša, medtem ko bodo pevci prišli na oder, bi vas takole, ker sva malce bolj sproščeno začela, pa bova še sproščeno končala. Ko greste recimo v hribe s kakšnim od evropskih voditeljev ali pa s tistimi, katerimi ste šli recimo plezat, kateri od njih je bil recimo taka najboljša družba, pa kateri je imel recimo najboljšo kondicijo od njih? Torej, od teh je imel daleč najboljšo kondicijo avstrijski predsednik vlade, Sebastian Kurz, kar tudi ni presenečenje glede na njegova leta. Nič dosti slabša je bila aktualna madžarska predsednica, ki je bila na Triglavu pred kakšnim letom pa pol. Daleč največje presenečenje je bil pa Josep Borrell, visoki predstavnik Evropske unije za zunanjo obrambno politiko, ki je prišel na Triglav, ne s helikopterjem, kot so pisali, šel je peš, brez treninga, jaz mislim, da tudi brez kondicije, glede na to, v kakem stanju pol bil, pri svojih več kot 70 letih. Ne? In je prišel gor in dol, res. Ne? Jaz sem velikrat na Triglavu, velikrat smo tudi ko mlajšem moral malo pomagati. Pa tako. Ne? Gospod Borrell, ne? Jaz je socialist, ampak noben ni brez greha. Ampak je prišel na Triglav, razvila sva slovensko in evropsko zastavo, ne, prišel je dol, poljubil slovensko zemljo iz hvaležnosti in rekel, da je izpolnil cilj, za katerega se je zaobljubil pred 20 leti, ko je bil prvič pri nas v Trenti, bil ves navdušen nad Slovenijo. Tako da bom rekel, vsaka čast mu. No. Podajmo se torej še mi tja gor ob glasbi Slavka in Vilka Avsenika in v izvedbi mešanega pevskega zbora Planinska roža v gozdove v mesečini. Vi pa, spoštovana publika, preden se podate domov v lep večer, vabljeni, da se še malce zadržite tukaj v predvirju in ob kožarčku, rečemo še kakšno bolj sproščenem vzdušju. Hvala lepa za vaš obisk.
možno